Gospod Peterle, mogoče najprej, kako se spominjate tistih časov osamosvojitve, razpada Jugoslavije in osamosvojitve in zakaj smo ti Slovenci takrat tako enotni, zakaj danes nismo več? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Lepo je videti pred sabo prihodnost Slovenije, bi rekel. Ne morem reči drugače, ko vas gledam. Vesel sem, da ste prav v tej hiši, da tukaj dobivate znanje, ki vam bo prišlo prav tudi pri aktivnem, Jordan Peterson bi pa rekel, pri odgovornem državljanstvu. Glejte, jaz sem se rodil v eni vasi, enim po Sloveniji gre na smeh že, če slišijo, čužnja vas, tazga kraja ni, ne? To je samo eden na svetu. Jaz bi rekel, da je to slovensko Kosovo, kar zadeva razvitosti, 2 uri do vlaka, 1 uro do cerkve. Ko sem se jaz rodil, niti kolesa ni bilo v vasi, kaj šele avto. Potem smo, prva rekel, mehanika, ki smo jo videli, je bil en zadružni traktor. Kmaž smo hodili bosi, za razliko od muslimanov, ki se pred cerkvi mošejo sezujejo, smo se mi obuli, smo bili obuti samo v cerkvi, nazaj smo šli pa spet bosi, da se čevlji ne bi znucali, so rekli takrat. No, to vam govorimo o enih drugih časih, v katerih kristjani nismo imeli kakšne posebne vloge. Veste, kaj se v tej hiši dogajalo, kaj se je po Dolenjskem dogajalo. Mi smo bili, sociologi bi rekli, državljani druge vrste. Politika nekako ni bila za nas, lahko smo ploskali, volili smo med enim in istim kandidatom, danes verjetno vaše demokratične glave ne bi razumele, da je bil samo en kandidat, da ni bilo 2 ali 3. Skratka, to vam vse pove, kako je tisti sistem nekoč deloval. In v tistih krajih dol na Dolenjskem smo seveda govorili tudi kaj o politiki, ampak bolj na tiho. Jaz se spomnim, ko je leta 1953 umrl Stalin, so ljudje tako potiho so govorili, Stalin je umrl. Niso govorili preveč na glas. No in še to bom rekel, se moram še malo pohecati. Pri nas doma se reče prslaku. Tako da jaz sem Slakov Lojze iz Čužne vasi. Je bil pa moj prijatelj tisti, ki se je pisal Slak, je bil pa Lojze Slak, ki je tukaj nadaleč od tu živel. Ampak pustimo zdaj te spomine. Glejte, zgodilo se je nekaj, čemu rečemo slovenska pomlad, ki je zmagala na prvih demokratičnih volitvah po letu, oziroma po drugi svetovni vojni. Zmagala je z državotvornim projektom samostojne slovenske državnosti. O tem je slovenski narod dolgo sanjal, se izjavljal, pričakoval, si želel, ampak nikoli niso nastopile politične razmere, v katerih bi lahko to tudi uresničili. Mi smo torej zmagali tiste volitve, koalicija Demos, to je bilo 6 strank, niso bile samo tako mane desne. Socialdemokratsko stranko je vodil Jože Pučnik, to je v Evropi leva stranka. Dušan Plut je vodil Zelene, to velja tudi ideološko za levo stranko. Bili smo paleta, rekel, cela evropska paleta strank, levo, desno in posredi. In marsikoga je zelo presenetilo, da so krščanski demokrati takrat zmagali. Mene bi rekel, niti ni, ampak vi vsi veste, kaj je to javno mnenje. V javnomnenjskih anketah smo bili mi nepojav. Bila je nula, bila je črtica, bil je prazen prostor, nas javno mnenje ni zaznalo. Potem pa zmaga znotraj Demosa in zato sem jaz potem postal tudi predsednik vlade, ker smo se vnaprej dogovorili, da kdor bo v družbeno-političnem zboru zmagal, bo prevzel vodenje vlade. Jaz sem to celo ponudil Jožetu Pučniku, ker je ostal zunaj, ni postal predsednik, ni bil v parlamentu,
ampak on je to odklonil in jaz sem potem skočil v vodo in mi ni žal. Jaz bi rekel, da smo doživeli en poseben trenutek zgodovine. V tej hiši sem že večkrat rekel, da je bil to milosten trenutek. Jaz vem, kaj smo imeli v rokah, ko smo bili napadeni, česa nismo imeli, kdaj smo kaj dobili. In bi se rad spomnil tudi dejstva, da na dan izvolitve moje vlade 16. maja 90 je Jugoslovanska armada pobrala orožje naši teritorialni obrambi. Tako da mi smo začeli pot v samostojnost praznih rok. Smo pa razumeli to kot vojno napoved in smo se naslednji dan začeli pripravljati na obrambo. In ko smo bili napadeni, smo bili pripravljeni in smo presenetili ves svet, tudi marsikoga v Ljubljani, ker stare politične sile, bi rekel, da so nas podcenjevale. In smo slišali tudi znani stavek, samo malo počakamo, da bo zaropotal, potem bomo pa videli. Marsikdo ni stavil na nas in so rekli, kaj bodo ti fantje proti generalom, oni vejo, kako se to dela. Jugoslovanska vojska je veljala za četrto največjo v Evropi, tukaj so bile njihove službe in tako naprej. Jaz vem, da so bili spiski sestavljeni, da so bile lokacije določene. Jaz bi bil lahko danes med pogrešanimi, kot so tisoči tistih, ki so v tej hiši čakali na svoj konc. No, hvala Bogu se je to zasukalo drugače. Danes imamo samostojno državo in vprašali ste prej o enotnosti. Ko gledam današnje politične razmere, vso polarizacijo, ki jo verjetno tudi vi zaznavate, pa ni treba za to nujno televizijo gledati, torej takrat je nastopil nek trenutek, ko smo razumeli, da je prišel čas, da mi končno te sanje v svoji državi uresničimo. Padel je Berlinski zid, propadal je komunizem, svet se je malce razrahljal, čeprav so nam takrat govorili, ne sanjajte, bodite realisti, ne bo vam uspelo. In ko je prišel Marković, predsednik zvezne vlade iz Washingtona na zadnji obisk v Sloveniji, je rekel, niko vas neće podržati, nećete dobiti ni $1. On je zelo tako cinično govoril, ko smo se dobili gor na vladi, in je bilo res, da ko smo proglasili državo, smo stali na trgu Republike sami. Pa migi Jugoslovanske vojske so nas preleteli, kar je izgledalo zlovešče, ampak mi smo praznovali. In takrat ni bilo nobenih predsednikov držav, predsednikov vlad, bilo je nekaj prijateljev iz Avstrije, nekaj prijateljev iz Italije, nobenih diplomatov, vsi so čakali, kaj se bo zgodilo. In se je zgodilo, pa, kot sem že prej rekel, smo videli, kaj je bilo, vojska se je potem poslovila, zdaj smo pa mi pač lastniki te države, zanjo odgovorni in ni odvisno zdaj od Moskve ali od Dunaja ali od ne vem koga, kako bodo zadeve šle. Mi si sami volimo vero in postave, bi rekli, starim rekom, in je od nas odvisno, kako ta država zgleda, kam jo usmerjamo in kaj hočemo doseči. Zdaj sem se malo razlezel v tem prvem vprašanju, ampak en tak uvodni eno razlago, mislim, da je bilo prav, da sem dal. Ja, še vseeno smo vrnili malo na Jugoslavijo. Zakaj se nam zdi, da se danes realizira tisti čas v Jugoslaviji? Jaz bi to najraje vas vprašal. Zakaj mislite, da ljudje vaše starosti nosijo Titove majice? Imate kakšno razlago? Glejte, to so ljudje, ki niso videli Tita, jaz sem ga videl, niso doživeli komunizma, jaz sem ga doživel 42 let,
ne vedo, kako je bilo, tudi ne vedo, kaj je narobe, ampak ne vem, nimam prave razlage, lahko bi rekel zabava, ampak ni samo zabava, ne, ker nositi Titovo majico bi pomenilo, da te mikajo vrednote tistega časa ali vrednote, ki jih je on poosebljal, ampak verjetno ste že slišali, kdo je bil Tito in koliko jih je moralo umreti, da je on lahko prevzel oblast. Pa tudi je še kdo umrl potem, ko je oblast že imel. Takole, gremo na prvo vprašanje, ki so ga postavili dijaki. Jaz tukaj in vprašanje je, kateri korak na poti do samostojne Slovenije je bil najtežji? Veste, mene večkrat vprašajo, če me je bilo kaj strah takrat. Jaz ne bi rekel, da sem zelo korajžen človek, sem pa vztrajen, če se za nekaj odločim. Ne? In nekoč sem tudi govoril, da ni bilo časa za strah. Ne? Mi smo se odločili, da gremo in 28. aprila 91. leta smo imeli na Brdu pri Kranju sestanek vseh predsednikov Demosovih strank in vsak je rekel, gremo do konca. Takrat je bilo že precej jasno, da se lahko zgodi napad in takrat se je bilo treba odločiti, ne? Ali gremo ali ne gremo in so vsi predsedniki 6 strank rekli, gremo do konca. Vedno so take stvari tvegane, ne? In ampak ni šlo samo za ta trenutek. Glejte, mi smo nekoč na začetku maja leta 1989 stali na Kongresnem trgu in tam je bila prebrana Majniška deklaracija, prebral jo je pesnik Tone Pavček in tam je bilo rečeno, hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. To je bila glavna postavka. In to je bila podlaga za Demosov političen program. Takrat ni bilo še vseh Demosovih strank, 4 so že bile, tam so bili podpisi predsednikov, pa Društvo slovenskih pisateljev in tudi takratna ZSMS, Zveza socialistične mladine, je bila zraven. Ne? No in to je bilo zdaj, to je bil nekako začetek, to je bila programska usmeritev. Potem, kot sem rekel, smo zmagali s to državotvorno idejo in kot sem že dejal, ko so nam pobrali orožje, smo vedeli, da ne bo enostavno, da nas lahko čaka tudi napad in smo se na tiho začeli pripravljati na obrambo. Tako da je bilo veliko nekih korakov, ki so pomemben, najpomembnejši oziroma štrli iz naše zgodovine in zavesti plebiscit, na katerem se je tako rekoč 90% ljudi odločilo za samostojnost, ampak če mi ne bi bili vojaško pripravljeni, bi imeli še en izraz volje, še ene sanje bi lahko vpisali v Zlato knjigo. Tako da stvar je bilo treba pripraviti. Ne? In jaz bi težko rekel, kater moment je bil tisti, ki nekako, rekel, je bilo več dejstev ali več dejanj, vsa pa so temeljila na enotnosti takratne oblasti. Mi smo želeli tudi z opozicijo zadeve pripraviti tako, da se ne bi slučajno razdelili pri tej zadevi, kot so se naši očetje v času druge svetovne vojne oziroma revolucije. Ne. Tudi Borut Pahor, če ga boste kje poslušali, ga boste verjetno slišali reči, da je bilo dobro, da se nismo udarili še enkrat. Ne. In mi smo šli, recimo, vse stranke demokratične oziroma parlamentarne stranke so podpisale dogovor, kako bomo šli na plebiscit.
in zakon o plebiscitu je bil sprejet brez glasu proti. To je bilo nekaj enkratnega, se pravzaprav ni več ponovilo in to so ljudje vzeli kot dobro, jaz mislim, kot vzpodbudo k opredelitvi za samostojno Slovenijo. Niso bili vsi za samostojno Slovenijo, smo se pa z vsemi zmenili, kako na plebiscit gremo. Bi pa lahko povedal tudi, da tudi potem, ko je bila ta številka jasna, ko je bil rezultat jasen, smo imeli še veliko nasprotovanja, mirovno deklaracijo, ki zahtevala razorožitev in tako naprej. Jaz bi rekel, da je šlo za celo vrsto dejanj, ki so smiselno povezana, sledijo eno drugemu in na koncu se je to izteklo pač v dober rezultat. Morda še, ali je Slovenija danes taka, kot ste si jo želeli leta 1991? A ste imeli morda vi kakšno vizijo, kako se je spominjali? Mi smo imeli malce drugačno vizijo. Jaz sem bil zadolžen v Demosu za pripravo programa o spravi. Mi smo želeli, da se to, o čemer piše Jože Možina kot o razkolu, da se ta zadeva zapre. In jaz se spomnim, ko smo na predsedstvu Demosa govorili, je Jože Pučnik rekel, poslej bodo tudi oni drugačni, sprejeli bomo nova pravila, nove vrednote in načela in bomo nekako vsi skupaj živeli drugače. Ampak zgleda, da eni niso za to, še mrtvih iz istega časa ne moramo pokopati in jih selijo v enih vrečkah po Sloveniji. Jaz sem mislil, da bomo veliko bolj evropski, da bo tudi ideja sprave prijela v naši državi. Jaz takrat nisem vedel, da bomo našli, zaenkrat smo, mislim, da pri številki tisoč množičnih morišč oziroma grobišč. Eni pravijo, mi smo bili pokopališče Evrope. Vi veste, da so takrat tudi z drugih koncev bivše Jugoslavije napredovali proti zahodu oziroma severu. Poznate Hudo jamo, poznate še kaj drugega. Skratka, to je ostala neurejena zadeva. Lahko ste pred nekaj dnevi slišali bivšega predsednika Kučana, ki je rekel, da je šlo za zločin. Predsednica države Musarjeva, ki je šla sama ločeno pod Macesnovo gorico, ne pa na skupno prireditev, je tudi rekla, da je šlo za zločin. Torej, če je šlo za zločin, so bili mogoče zraven tudi kakšni zločinci. Veste, mi smo v Rogu govorili šepetaje, smo okoli pogledali, če kdo posluša, ampak smo že takrat vedeli, že kot gimnazijci, kaj se je tam zgodilo. Partija dolgo časa ni dovolila nobenega spomina. Če je šel kdo svečko pržati na rok, je praviloma srečal kakšnega policaja, takrat smo rekli miličnika. Torej, tega ni bilo oziroma ni smelo biti. Potem je leta 1975 Edvard Kocbek v znamenitem intervjuju z Borisom Pahorjem in Lojzetom Rebulo to zadevo javno omenil. In od takrat se je o tem bolj na glas govorilo, ampak se je govorilo o napaki. Danes, 80 let pozneje, pa se govori, da je bil poboj tisočev naših ljudi brez sodbe po vojni, da je bil to zločin. Zdaj pravne in kulturne, civilizirane družbe obravnavajo zločin na način pravne države. Pri nas tega še ni in to ostaja zadeva naše nacije. Ljudi, ki so si stali takrat nasproti, je komaj da še nekaj.
Pa še med njimi si nekateri ne upajo govoriti, kako je bilo. Pri nas je še zmeraj nekaj strahu, ki ni bil del naše vizije. Mi smo želeli sproščeno Slovenijo, spravljeno Slovenijo, evropsko Slovenijo. V Evropo smo prišli, ampak ne živimo v vseh zadevah ravno po evropsko. Glejte, Nemčija in Francija sta se spravili, potem ko sta imeli v več vojnah med seboj milijone žrtev. In ta dva mnogo bolj številčna naroda, kot smo mi, sta se spravila. Mi, ki nas je 2 milijona, se pa ne moremo. Pri nas je še zmeraj beseda o mitu, govori se o izdajalcih, govori se o fašistih in tako naprej. Tako da zgleda, da bo ta naloga počakala še na vas. Kako gledate na zamuljeno ilustracijo, zakaj ni prišlo do kompletne zamenjave oblasti v Sloveniji, zakaj so mnogi iz prejšnje države ostali na vodilnih položajih? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Jaz sem nanjega že velikokrat odgovoril in bom tudi zdaj. Mi smo imeli na predsedstvu Demosa to vprašanje, ne? In kot sem že prej rekel, Pučnik je rekel, zdaj bodo tudi oni, se pravi komunisti, drugačni. Bil je proti temu, da gremo v lustracijo. France Bučar, predsednik parlamenta, je bil tudi proti, ne bom našteval vseh, ki so bili proti. Mi smo se, veste, tle je več vidikov za obdelati, ne? Mi smo se pripravljali na osamosvojitev. In nekateri smo menili, da če bi šli zdaj mi urejati notranje fronte, ne, da bi to lahko pomenilo delitev oziroma notranjo fronto, ki bi ogrozila glavni cilj, ki je bila osamosvojitev. Potem je druga stvar, ki jo treba upoštevati, da smo imeli mi tridomni parlamentarni sistem, torej 3 domove. Mi smo imeli družbeno-politični zbor, v katerega smo volili tako, kot se v demokratičnih državah voli. Imeli smo zbor občin, kjer smo nastopali v Demosu s skupnimi listami in imeli smo, oziroma skupnimi kandidati, in imeli smo zbor združenega dela, to malo težko razumete, kaj bi to bilo, ampak to pomeni, da so ljudje po podjetjih volili ljudi in kandidate, in tam ni smel pisati, kateri stranki kdo pripada. Ljudje niso vedeli, kdo je v Demosu in kdo ni. In v tistem zboru mi nismo imeli večine. In kadar je bilo tako, smo imeli skupno zasedanje parlamenta, ki se imenoval takrat skupščina, in smo jih lahko preglasovali. Torej, mi smo zmagali približno s 55%. To ni bila velika večina, ampak zadostna večina. In smo jih marsikdaj preglasovali. Vendar bi vas rad opozoril, ne glede na to, kdo bo potem študiral pravo, da je bila tukaj vdelana poslovniška finta, ki se je pokazala, ko smo obravnavali zakon o lastninjenju. Mi smo imeli nekoč tako družbeno lastnino, vse je bilo naše, ne? Ampak upravljala je pa sveda partija, ne? No, in ko smo dali ven zakon, dala ga je moja vlada, kako bi to lastninili pošteno, zbor združenega dela o tem ni glasoval. In ker ni glasoval, ni bilo njegovega rezultata in ga nismo mogli preglasovati. Skratka, proceduro so blokirali. In lustracijo se je dalo narediti samo s pomočjo zakona, ne? Jaz nisem bil Tito, ne pravi, eni Peterle ni ilustriral, ja kako pa, s čim pa? Tito je lahko Rankoviča poslal, svojega ministra, da je urejal zadeve po takem ali drugačnem odloku. Mi smo bili demokratična država in smo lahko delali to samo z zakonom. In povsod so to, kjer so to naredili, so naredili z zakonom. Torej, mi bi se s takim zakonom ustavili. Zdaj vam pa povem drug vidik. Milan Kučan, zadnji mož, zadnji šef partije komunistične, je zmagal na prvih demokratičnih volitvah in postal predsednik države. Povejte mi, kako bi ga lahko lustrirali.
V moji vladi je bilo kar nekaj bivših komunistov, vključno s sinom ene od vodilnih komunistk Vide Tomšič. Super fant, zelo v redu, je že pokojni. Lejte, na vse zadnje so bili, Janša je bil prej v partiji, Rupel je bil v partiji, Bavčar je bil v partiji, še kdo drug je bil v partiji. Tone Krkovič javno pove, v tej hiši je že vašim predhodnikom povedal, da je delal za UDBO. Tudi drugače ni mogel. On je bil v brigadi, ki je skrbela za varnost takratne oblasti. In je bilo hudirjev dobro, da smo imeli enega, ki je vedel, kako dela UDBA, kako dela vojska, in on je bil začetnik postavljanja slovenske vojske. In je to lahko dobro naredil, zato ker je poznal ustroj prejšnje teritorialne obrambe in seveda vse, kar so ga učili po vojaški liniji. Tako da jaz sem prepričan, da smo ravnali prav, ko nismo šli v lustracijo, ko smo pa z Janšem predlagala po osamosvojitvi zakon za lustracijo, pa ta ni šel skozi. Mislim, da smo to celo dvakrat predlagala in veste, v čem je pri nas problem, za razliko od Evrope. Jaz sem bil v Evropskem parlamentu, v katerem smo izglasovali resolucijo o spominu in zavrnili ali obsodili vse totalitarizme. Pri nas se obsoja nacizem in fašizem, komunizem bi pa eni radi šteli pod svobodo. Zdaj pa tisto, kar so doživeli ljudje v jamah kočevskih, ne gre ravno pod svobodo, pa tudi pravno niso bili obsojeni. Tako da upam, da sem približno razložil, če ni dovolj jasno, lahko še kaj povem. Kako poveste, kako je Zavod svetega Stanislava iz Vojašnice spet postal šolska ustanova? Kakšno vlogo ste imeli pri tem? Ja, zgodba je pravzaprav zelo enostavna. Vi veste, da je bila to vojašnica in da je ob koncu vojne bilo to zbirališče ljudi, ki so jih Angleži prepustili Titu oziroma Jugoslaviji, in to je bila za večino teh ljudi zadnja postaja, predno so nesrečno končali v kočevskih Breznih. In zame je to, rekel, izredno velika stvar, rekel, ena posebna točka v slovenski osamosvojitvi, da smo tej hiši z odločitvijo moje vlade dali nazaj, rekel, hiša je bila vrnjena cerkvi. Jaz sem bil tudi z Nado in Jankotom Romnom pri nadškofu Šuštarju, ki je živel tukaj zadnji del svojega življenja, ko so šli k njemu z idejo, da bi šola začela spet delati, in je takrat rekel, od kje naj pa vzamem, to bi šlo na vse zadnje tudi za finance, ampak čez eno leto je šola začela delati, vrnili smo jo prvotnemu namenu, ampak da je pa se pravno zadeva zgodila, je bilo seveda treba sprejeti en sklep, da se to pač cerkvi vrne. Ni bilo vse vrnjeno, vidite, da en del je ostal nekako v vojski, to so bila tudi pogajanja, ampak glejte, na vse zadnje je ta ustanova, ki ima eno posebno mesto v naši zgodovini, prišla nazaj k cerkvi in lahko zdaj, hvala Bogu, opravlja spet vzgojno poslanstvo. Torej meni to dejstvo, rekel, štrli iz osamosvojitvene zgodbe. No, pa gremo zdaj še malo pogledati v evropske pa svetovne razmere. Vi ste dolgoletni evropski poslanec. Pa kako gledate na vlogo Slovenije v Evropski uniji, a smo v tem času več pridobili ali izgubili in kako uspešno izkoriščamo priložnosti, ki nam jih ponuja Evropska unija? Glejte, mi smo se osamosvajali z idejo, da se priključimo Evropski zvezi, in ko sem jaz 1. julija 1990 v Budimpešti na štiri oči govoril z nemškim kanclerjem Helmutom Kohlom, sem mu rekel, da mi ne želimo nič drugega kot
enake pogoje, kot jih imajo drugi svobodni narodi v Evropi. On je namreč rekel, jaz razumem vaše politične cilje, on je bil takrat vodilni politik Evrope, krščanski demokrat, je pa rekel, ampak povejte mi, kako se bomo izognili eksploziji soda smodnika na Balkanu. Jaz rekel, gospod kancler, naša želja in volja po demokraciji in samostojni državnosti ni grožnja nikomor na tem svetu, in tako smo govorili tudi s Širakom in z drugimi in uspeli. To je bil en poseben čas, ni bilo enostavno, tudi pravice do samoodločbe niso kar vsi priznavali, torej Helmut Kohl, hvala Bogu, jo je. No in ko smo mi kot prvi z območja bivše Jugoslavije vstopili v Evropsko zvezo, je bilo to za nas veliko olajšanje, ampak smo se za to pogajali. Veste, da je šlo enim takrat na smeh, ker en poseben del naših pogajanj je bil status cvička in status čebel. O tem lahko kdaj v kakšni kleti kaj več govorimo. Smo neke izjeme dosegli, namreč problem s cvičkom je ta, da ima ponavadi manj kot 10 stopinj alkohola, v Evropi pa velja za alkohol tisto, kar je čez 10. Ampak moram le to še dodati, zdaj imamo pa klimatske spremembe. Več sonca pomeni več cukra pomeni pa več alkohola. Tako da cviček lahko udari čez 10, potem dobimo mi boljše vino, zgubimo pa brend, bi rekel. Glejte, to je ena taka malo humoristična zgodba. O čebelah ne bom še posebej govoril. Glejte, mi smo veliko dobili od Evropske zveze, ampak nismo šli tja kot berači. V Evropski zvezi, bi rekel, če si ti, bi rekel, nižje od drugih, imaš pomoč iz kohezije in tako naprej. Mi smo kar nekaj milijard, bi rekel, dobili, tako kot so jih prej Španci ali Portugalci ali drugi. Zadnje čase pa Slovenija slabo črpa ta sredstva. Lahko bi več in jaz trdim, da boljše rešitve za Slovenijo ni bilo, kot da smo šli v Evropsko zvezo, ki zdaj ne deluje najbolj enotno. Glejte, v Sloveniji, ne vem, to ste vi pri zgodovini gotovo slišali, pred dobrimi stoletji se je v Ljubljani pretežno nemško govorilo, da ne govorimo o kakšnem drugem mestu. Mi smo imeli, veste, kako se je premikala severna meja proti jugu. Zahodna se ni toliko, ampak severna se je pa zelo premikala. V drugi svetovni vojni so nas okupirali trije, Nemci, Italijani in Madžari. Mi smo bili pred vprašanjem preživetja in tako naprej. Mi smo z vstopom v Evropsko zvezo tudi zavarovali naše meje. Naš jezik je enakopraven jezik v evropskih inštitucijah. Ampak jaz v Ljubljani srečujem ljudi, ki med sabo, ljudi vaših let, ki med sabo angleško govorijo. Po svojem bi lahko rekel super, ampak imamo vtis, da se je odnos do slovenščine precej spremenil. In jaz sem včasih na tem full the best malo zaskrbljen. Kako pa recimo komentirate trenutno svetovno situacijo, tele krizne žarišča, ki jih imamo, Rusija, Ukrajina, Izrael, imamo še Iran, mogoče ga pogledate na politiko ameriškega predsednika? Ja, če govorim z Amerikanci, potem se pohvalim, da se je prva dama Amerike Melania rodila samo 15 km stran od moje vasi.
in potem rečem, če kaj rabite, kar telefonirajte. Glejte, šalo na stran. Jaz ne obravnavam Trumpa ideološko, tudi ne črno-belo. Sem ga poslušal letos februarja na molivnem zajtrku v hotelu Hilton v Washingtonu. On je pač prvi mož Amerike in dela tisto, kar misli, da je za Ameriko dobro. In je Evropo malce pretresel. Evropa je tudi malo panično reagirala in pozabila, da se s Trumpom na vse zadnje da zmeraj pogajati. Ne? In tudi vidite, koliko stvari, ki jih je zastavil trdo, je danes že zelo zmehčanih, pa ne mislim samo na carine. Ne? Amerika hoče ostati velesila oziroma prva sila. Podobno je še nekaj takih sil, ki bi bile rade prve. Kitajska močno napreduje, Rusija je v vojni, v Južni Ameriki imate tudi napredujoče države. Skratka, ta svet je malce drugačen, kot je bil pred 35 leti in danes je sila, je moč prva. Nikoli ni bila prva kultura v politiki, če tako rečem, čeprav bi si jaz tega želel, ampak danes gre izrazito na moč. Vidite, koliko denarja bo šlo zdaj za obrambo, tudi v Sloveniji ga bo šlo veliko več kot prej. Prišlo je pač do tega, da zdaj tekmuje svet v oboroževanju in vidite, da imamo zdaj tako rekoč že tretjo vojno, še vojno med Izraelom in Iranom. Ne. Imamo vojno relativno blizu v Ukrajini. Ne. Videli smo, da je neko letalo priletelo do Zagreba in je bilo tam tudi nekaj eksploziva. Skratka, vse te stvari nam dajo misliti in jaz to povezujem s tistim, o čemer smo govorili prej. Veste, v Svetem pismu piše, razdeljeno kraljestvo propade. Ne? Jaz ne bi želel, da je Slovenija eno od takih razdeljenih kraljestev. Ne? In da se ne moramo zmeniti niti tega, ali bomo ljudi pokopali ali ne. Ne? V takih situacijah je zelo dobro, če je nacija enotna, če se zna zbrati ob nekih skupnih imenovalcih, ki jih jaz zdaj v Sloveniji ne vidim veliko, vidim veliko zmerjenja, veliko spotikanja, blokiranja in tako naprej. Ne? Tako da jaz tudi pravim to, da razdeljeni ne bomo delali Združene Evrope. In glede na vaše prejšnje vprašanje bi še to rekel, mi smo bili nekoč, Nemci so rekli, Lieblingskind Europas, ljubljenček Evrope. Ne? Mi smo delali reforme po vsebini in hitrosti, tako da so nas tudi Kitajci študirali. Jaz sem imel, to je bil edini primer v kitajski zgodovini, da je nekdo imel 2 uradna obiska s Kitajci v enem letu. Ne? In jaz sem jih vprašal, zakaj je taka pozornost do Slovenije. In mi je podpredsednik kitajske vlade rekel, vi ste za nas najbolj zanimiva bivša komunistična država zaradi vaših reform. Ne? Pa nas niso študirali samo Kitajci. Torej, mi smo bili takrat, bom še enkrat rekel, prvi, ki so iz Jugoslavije prišli v Evropsko zvezo. Bili smo zanimivi tudi po tem, kar smo pokazali v tej vojni za Slovenijo in tako naprej. Danes te relevantnosti ne čutim. Ne. Mi eni bi sicer radi bili popek sveta, ne, ampak to ne uspeva ravno. Ne. Lejte, ni problem v tem, da nas je 2 milijona. Problem je drugje, problem je majhnost v glavi. Jaz še srečam enega iz Luksemburga, oziroma tako bom rekel, nisem še srečal človeka iz Luksemburga, ki bi rekel, v Bruslju prihajam iz majhne države. Luksemburžan vam bo rekel, jaz delam velik projekt, da vas zanima. Ne? Oni se čisto nič ne ukvarjajo z majhnostjo. Tako da prostora v Evropski zvezi je dovolj za vse.
Glejte, imamo zdaj predsednico parlamenta iz Malte. Ne? Ni tam zato, ker je iz Malte, ampak zato, ker je ena kvalitetna oseba, ki se je znala postaviti, je prepričala ljudi in je iz najmanjše države, torej predsednica parlamenta, že drugi mandat. Ne? Tako da majhnost, jaz se bojim samo majhnosti v glavi. Mi lahko delamo velike stvari in smo tudi marsikaj takega pokazali. Gledam tudi Norveško, ki je malo večja od nas, dela svetovne zgodbe, ne? Lahko jih delamo tudi mi. Ne? Torej, še enkrat bom rekel, se bojim samo majhnosti v glavi, šibke ambicije, šibkega prepričanja vase. In jaz vam želim, ker boste vi, prej kot si mislite, boste vi ministri, poslanke in poslanci in tako naprej, vam želim, da to slovensko ladjo potegnete naprej in da tudi Evropi pokažete, kdo smo. Zdaj pa še malo ravno o tem, kakšna je danes vloga krščanske demokracije v Sloveniji in tujini in zakaj naj se kristjani, recimo tudi dijaki, politično udejstvujejo? A je kdo slišal, kaj je rekel prejšnji papež Frančišek za politiko? Marsikdo se je začudil, ne? Je rekel, to je najvišja oblika ljubezni do bližnjega. Se ne strinjajo vsi, ampak politika bi morala biti delo za skupno dobro. Ne? Je dejansko odnos do bližnjega, ne? Ki bi moral temeljiti na spoštovanju dostojanstva drugega. Ne? Mi imamo različne identitete, različno izgledamo, imamo pa enako dostojanstvo. Noben nima višjega, lepšega dostojanstva, ne? Vsi smo po Božji podobi narejeni. Ne? In ko se eden začne postavljati, da je močnejši, boljši, vrednejši, takrat dobimo tudi politične probleme. Potem se začnejo razlike, privilegiji in tako naprej. Ne? In Evropska zveza temelji na ideji spoštovanja človekovega dostojanstva. In takrat so bili krščanski demokrati, Schuman, Adenauer, De Gasperi in drugi tisti, ki so ta temelj postavili. Ker sem tukaj v krščanskem okolju, bom povedal tudi, da so ti ljudje molili skupaj. V en samostan so hodili in so tam skupaj molili, pa so bile med njimi tudi politične razlike. In Robert Schuman je celo rekel nekaj, kar je naš komisar Janez Potočnik omenil v uvodu v knjigo Schumanova za Evropo, jo predlagam v branje, jo gotovo imate v hiši. Ne? On je rekel, demokracija bo krščanska ali je pa ne bo. Eni to danes razlagajo na ideološki način, Schuman ni mislil ideološko, ampak v duhu dostojanstva. Ne? Demokracija je odnos do drugega. Ne? Brez tega ne gre. Ne? In odnos do drugega je tudi tisto, iz česar lahko pridemo do nekega skupaj. Ne? V družini, v razredu, v naciji in tako naprej. Ne? In danes krščanski demokrati, zdaj če bi šli na številke v Evropskem parlamentu, ima Evropska ljudska stranka, v kateri niso samo krščanski demokrati večino. Potem so še druge skupine, ki se sklicujejo vsaj deloma na krščanske vrednote. Sveda ni pa več tako, kot je bilo leta 1945 ali pa celo leta 1990. Ne? V Sloveniji je krščanska demokracija takrat, kot smo že rekli, odigrala eno posebno vlogo, tudi vodilno vlogo. Jaz sem na to ponosen, danes pa take močne stranke nimamo. Na desni, jaz pravim, bo mogoče več strank, kot bo procentov, tudi na levi in niso ravno enotni. Ne? Torej, mene ne zanima, koliko jih je, ampak kaj delajo, predvsem pa kaj so pripravljeni narediti skupaj. Ne?
In danes je glavno vprašanje Evrope enotnost. Glejte, ene vleče k Trumpu, ene k Putinu, eni podpirajo Bruselj, imamo pa hkrati šibko Nemčijo in šibko Francijo in če sta ti dve šibki, tudi Evropa ni močna. Ne? Bi pa rekel še to, da Evrope ne izdelujejo v Bruslju, tudi ne v Berlinu ali v Parizu. Evropa smo vsi, ki se k njej prištevamo in vsak je za njo odgovoren. V zadnjih letih se predvsem med mladimi izgublja ponos na našo kulturo, domoljubnost, jezik. Zakaj prihaja do tega in kako bi mogoče to spodbudili, da naprej? To je zelo resno vprašanje. Glejte, danes tudi z leve strani kdo reče, da smo bili enotni, ne? Ampak osamosvojitve ne praznujemo enako, ali je pa eni ne praznujejo. Dejstvo, da osamosvojitev še ni bila predmet maturitetne naloge, meni po liniji vzgoje vse pove. Ne? Enim to ni vrednota. Zato tudi v šoli se jo obravnava, kjer se jo sploh obravnava. Ne? Osamosvojitev ne pride, zanjo zmanjka časa. Pri vas ne, predpostavljam, ne? Ampak večinoma, tako mi pravijo, zmanjka v šoli časa, v učbeniku je menda na zadnjem mestu. Ne? In ljudje danes, mladi, ne vedo niti, da smo imeli vojno za Slovenijo, tudi ne vedo, zakaj je do osamosvojitve prišlo. Ne razumejo ali ne vedo, da je bilo treba nek nedemokratičen sistem zaključiti in upeljati demokracijo in evropske vrednote. Ne. Dejstvo, da v šolah ne obravnavamo osamosvojitve kot nečesa, kar je za nas ne samo zgodovinsko, ampak tudi praznično dejstvo, pove vse o tem, kako je pri nas. Ne. Eni pač, tudi vidite, kaj vse se govori, da je bil tudi ukinjen, zastavljen muzej za osamosvojitev, pove, da tako hudo enotni nismo bili, oziroma nismo, ampak večje stvari skupaj nismo dosegli kot narod, kot je osamosvojitev. Ne? In jaz veliko govorim, ko govorim po Sloveniji o razliki med revolucionarnim projektom partije, ki je šlo za prevzem oblasti, in osamosvojitvenim projektom, ki je temeljil na plebiscitarni volji. Veste, v samostojnost smo šli na podlagi plebiscita. V Evropsko zvezo smo šli na podlagi plebiscita, enako tudi v NATO. Zmeraj so bili ljudje vprašani, ali so za to. V komunizem nismo šli s plebiscitom, v Jugoslavijo drugo nismo šli s plebiscitom, za revolucijo ni bilo nobenega plebiscita, je bila narejena, kot je bila. Ne. In o teh zadevah v naših šolah, tako rekoč, ne zvedo nič. Ne. In ko so vprašali, to mi je včeraj Janša povedal, so naredili anketo, kdo bi se boril za Slovenijo, če bi bilo treba. Četrtina, 25%. Pred 30 leti je bilo pa to 90%. Ne. Tudi za Evropo, jaz sem srečal na eni večeri te ljudi v Bruslju, ki pripravljajo evropsko vojsko, so rekli mi tehnično, organizacijsko, finančno, to naredimo. Ne. Vsi, ko verjamem, da naredite, ampak povejte mi, kje bomo mi to vojsko uporabili, za katere namene, pa še eno vprašanje sem dal, kaj je tako sveto v Evropski zvezi, da bi mlad človek bil pripravljen umreti za njo? A bi vi umirali za Evropo? Par sem jih videl, so odkimali. Ne? Hrvati bi umirali za Hrvaško, Poljaki za Poljsko, ampak za Evropo pa, rekel, to je vprašanje. Ne? Sem pa videl Finca na naši televiziji pred 1,5 leta, ali že več,
ki je rekel, grem v Ukrajino se boriti za Evropo. Ta je pa to rekel, ampak sem samo enega tazga slišal. Ne. Glejte, kadar gre za res, potem moraš vedeti, kaj braniti, oziroma kaj je vrednota. Ne. In če ti država ni vrednota, potem se boš odpeljal v Dubaj, recimo. Ne. Še eno neformalno vprašanje. Se še ukvarjate s čebelarstvom? A veste, da še danes izjemoma nisem popikan. Ne. Frančiškani v Šiški so me prosili, če bi prevzel njihove čebele, in imam zdaj tam 5 družin, oziroma jih imamo, smo letos že 2-krat točili, kar povem, da nam ne gre tako slabo. In to bi rekel, pomirja duha. Čebele so take, da je dobro, če si z njimi miren oziroma v dobrom odnosu. Ne. Tako da na stara leta zdaj še čebele urejam, tudi letim še, marsikaj počnemo, ne, in nekako, kako piše zle, skušam biti aktiven državljan. Ne. Je pa lepo biti tudi star oče 4 vnukov, oziroma 2 vnukinj in 2 vnukov. Marsikaj še počnem, kolo so mi pa ukradli, tako da kolesarim pa malo ven. Hvala lepa, da ste prišli, nam predali svoje izkušnje in spomine. Ja, jaz vam pa zahvalim za pozornost. Veste, to je za človeka, kot sem jaz, en velik privilegij, da lahko sreča mlade ljudi in lahko kaj pove z upanjem, da bo kaj tudi ostalo. Lepo praznujte. Hvala.